Oka Živko, lepo, lepo. Vi ste čuja. Pozdrav! Товарищи Василий, 120 лет gotovo je gasilsko društvo, imamo parali, svi izvijači, gasilski dobro, 105 ovo se ne dosite, prosim, damo mi na sve parada. Ali evo pol krok. Gasilci in gasilke, spoštovani gostje in vsi ostali, ki ste danes z nami, lepo pozdravljeni na svečani proslavi ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega društva Lukavci.
Še posebej bi lepo pozdravila pobrateno prostovoljno gasilsko društvo Cezanjevci, prostovoljno gasilsko društvo Zbigovci in prostovoljno gasilsko društvo Šikole, ki sta danes prvič v Lukavcih. Med nami pozdravljam tudi naše goste. Častnega predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Ernesta Örija, podpredsednika Gasilske zveze Slovenije, predsednika regijskega sveta ter poveljnika občinske gasilske zveze, tovariša Milana Antolina, predstavnika uprave za zaščito in reševanje, gospoda Primoža Senčarja, župana občine Križevci, magistra Branka Beleca, poslanca državnega zbora, gospoda Franca Jurša, župana občine Veržej, gospoda Slavka Petovarja, tovariša Draga Rakuša, člane občinskega sveta občine Križevci, predstavnika podjetja Tondah Slovenija d.o.o., gospoda Jožeta Štrakla, Lukavčana, gospoda magistra Milana Lovrenčiča, predstavnika doma Lukavci, gospod Stanko Bozlič, predstavnika zavarovalnice Triglav, gospoda Holt Stanka, častnega predsednika Gasilske zveze Ljutomer, tovariša Hunja Distanka, in zaslužne člane prostovoljnega gasilskega društva Lukavci, tovariša Aleza Jelena in tovariša Antona Štiblerja. Sto 20 let društva pomeni obdobje pestrega dogajanja. Zamenjalo se je kar nekaj generacij gasilcev, ki so se kalili v humanem delu. Glavni cilji, ki so jih pri tem vodili, so bili pomoč človekov v stiski, prijateljstvo in druženje. In prav ti cilji nas povezuje v Lukavci že polni 120 let. Tradicija se prenaša iz roda v rod, o čemer bomo danes še veliko slišali, zaupajmo pa, da bo tako tudi v bodoče. Kot našega prvega nastopajočega na oder vabim Tima Nedeljka s kulturno točko Moja vas. Moja vas. Ravno nas polja obkroža, le redko voja nas ogroža. Mogoče tam, kjer je brod in mi nišče ne ve odkot. Na travniki so bile narcise krasne, pozneje so se krave pasle. Lepa polja s koruzo in pšenico, kateri vaščan zamenjal bi za Švico. Rodna gruda, skrbno obdelana domača, ubiljena pridelek stalno vrača. Globetka, nekoč vedno polna vode, tu v njej bile so mnoge zgode. Ribe mladi fanti so lovili in poleti bistri vodi se hladili. Suhača je bila kot mejna reka, Sezanjevčari je stalno boj poteka. Buto Lenka, rdeči sočni sadež, skoraj ne prepozna ga mladež. To bo grb na Hrvaški, rekli so nekdaj ljudje Lukaški. Na Ciglencah delali so strešnik in opeko žgano, naokrog sem dobro znano. Na začetku naše tam vasi, že stoletja ponosen grad stoji. Ni več graščaka in njegov je gospodičen, mnogih stanovalcev je nov dom odličen. Sujijski konji, dobro podkovani, velikokrat na razne foringe odpeketali. Ko pa so prišle nedelje, pa še jih vidno dirku pelje. Res lepo bilo je tam na vasi, ko so v pesem združili se glasi, ko so kosci na vse zgode vstali in na travnik se podali. Je zato pregovor pravšnji, ki velja še dan današnji, kakor se koscu ali gasilcu streže, tako mu kosa reže. Ponosni so na stare čase in prepričani smo danes vase, ko mladi rod nam rase,
ki prevzeval odgovornost nase. Dokler tod bo hodil rod človeka, spoštovana gasilska obleka. Sebi vabim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Lukavci, gospoda Moravec Zvonka. Spoštovani gasilke in gasilci, dragi naši gostje in vsi obiskovalci današnje proslave. Dobrodošli v Lukavcih, kjer danes slavimo gasilci in vaščani naših 120 let. Naši predhodniki so takrat spoznali, da jih nevarnost požara ne reši ne molitev, ne cesar, ampak le samo organiziranost in sloga v boju proti velikemu sovražniku. Brez ognja in vode ni življenja, ko izgubimo nadzor, pa ogrožate življenja. V preteklosti je naše prostovoljno gasilsko društvo zabeležilo veliko uspehov. Naj omenim samo nabavo gasilskega vozila že v letu 1934. Danes pa smo najbolj ponosni na naš prenovljeni vaško gasilski dom, brez katerega si ne moremo zamisliti uspešnega dela v društvu in državnega življenja na vasi. Mi gasilci spoštujemo preteklost in v sedanjosti gradimo temelje za bodočnost. Previharili smo vsakršne čase, vedno nas je reševala sloga, enotnost, povezanost z vaščani in okolico. Gasilci nismo koristolovci, lenuhi, ne manipuliramo, ne obljubljamo v prazno. S svojim zgledom in delom pokažemo, da nam je mar za soseda, za vaščana, za našo domovino Slovenijo. Hvala vsem, da lahko naše veselje in ponos ob tej obletnici podelimo z vami. Želimo vam lepo počutje v Lukavcih, med gasilci in vaščani, ki bomo složno skupaj stopali po naši poti še naprej. Hvala gospodu predsedniku. Zdaj pa bi prosila za besedo predstavnika Gasilske zveze Slovenije, častnega predsednika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Öri Ernesta. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, spoštovani gospod poslanec, podpredsednik odbora za obrambo v državnem zboru, gospod župan in vsi drugi prisotni na današnjem prelepo organizirani proslavi ob 120-letnici tega domačega prostovoljnega gasilskega društva. Prostovoljno gasilsko društvo v Lukavci prehodilo težko, vendar uspešno in lepo pot. Se spominjam vašega zborovanja oziroma praznovanja ob 110-letnici, pa tudi ob 100-letnici, vedno so bili izvedeni razni uspehi in rezultati vašega uspešnega dela. Najpomembnejše je to, da zelo dobro sodelujete gasilci in domačini, vaščani oziroma prebivalstvo, kajti to je osnova za razvoj tudi prostovoljnega gasilskega društva. Veliko mladine, veliko članstva in pa tudi starejših, temu se reče pri nas v gasilski organizaciji, da ne poznamo generacijskih konfliktov in da med seboj zelo dobro sodelujemo. Dobro sodelujete tudi z tu prisotnimi zavodi in podjetji, kateri so tudi nekoliko odvisni od dela prostovoljnega gasilskega društva pri varstvu naravnih in drugih nesreč. Zato je potrebno tudi v bodoče to sodelovanje uspešno razvijati in voditi. Dobro in stabilno prostovoljno gasilsko društvo je porok, da smo lahko operativno pripravljeni in izvajamo javno gasilsko službo oziroma vse, kar je potrebno na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Še enkrat lepe čestitke in predlagam, da boste tudi v bodoče tako složni in uspešni. Na pomoč. Lepo hvala. K nagovoru vabim predsednika Gasilske zveze Križevci, tovariša Rakuša Draga. Izvolite. Vsem skupaj najprej lep pozdrav v svojem imenu, v imenu Gasilske zveze Križevci.
ob takem obisku, ko ga zdaj vidim, sem prav, kako bi rekel, presenečen, prijetno presenečen, ker tega nisem pričakoval. Ponosen sem, da sem predsednik take zveze, sicer majhne, s 13 društvi, pa vendar že 5 društev praznuje 120 let obstoja. Pred tednom smo bili v Jaševcih, zdaj smo tu, čakalo še nas Kokoriče. In vsi ti naši jubilanti, ti naši 120-letniki so v dobrej kondiciji. Vsi so si uredili gasilske dome, prenovili jih, polepšali, uredili okolico. Prav tako pa ne pozabljajo na izobraževanje, na nabavo opreme, posamične in skupne opreme. Koliko se tu vlaga denarja, to pravzaprav ne ve izračunati nišče, zato ker vsaki evro, zlasti smo pravili dinar ali pa dolar, ki ga dobimo v gasilci, se vsaj podvoji, če ne potroji. In tu, ko danes gledam, koliko je ljudi brez uniform, se pravi, da ljudje držite skupaj. Ne bom posebej pozdravljal vseh teh prisotnih, vendar moram izpostaviti tovariša častnega predsednika Gasilske zveze Slovenije, ki je bil tudi veliko pomoč, ko smo ustanavljali našo zvezo. In v teh kratkih 11 letih smo si pridobili veliko spoštovanje, kar priča tudi to, da imamo iz naših vrst predsednika regijskega sveta, podpredsednika Gasilske zveze Slovenije. In če to ni dokaz našega dobrega dela, potem ne vem, kaj bi naj bilo. Še enkrat iskrena čestitka za vsem, ki ste tu. Veseli pa me tudi, ko sem gledal prej, sedaj ne vidim postroja, ampak ko sem videl mnogo mladih obrazov, ki oblečejo gasilsko uniformo, to se pravi, da se tudi mladina več ne sramuje gasilske uniforme in jo z veseljem obleče in marsikatero popoldne žrtvuje na mestu veselim dogodkom delu v gasilstvu. Ne bi vas rad utrujal, vendar danes pač praznujeta Peter in Pavel. Iskrene čestitke, če imamo med nami kaj teh godovnikov, Peter in Pavel. Mogoče bo zato tudi kakšen liter padne več pri šanki. Še enkrat vsem iskrene čestitke. Lokalčani, vi pa držite se in želim, da se nas večina od teh sreča tudi na 130-letnici. Hvala lepa. Sedaj pa seveda še vabim k besedi domačega župana občine Križevci, magistra Branka Beleca, da pozdravi in nagovori vse prisotne. Cenjene gasilke, cenjeni gasilci, dragi moji lokalčani, gostje, ter vsi zbrani, lep dober dan ali pa dober večer tudi v mojem imenu. Težko je spregovoriti pred najbolj domačimi ljudmi, pred prijatelji, je pa to sigurno z največjimi ali pa najlepšimi občutki. In moram reči, da sem počaščen, da lahko te občutke delim kot župan v moji vasi ob 120-letnici delovanja našega društva. Težko je kaj povedati, ko si bolj na koncu na vrsti, ko predhodniki veliko tega že povedo, pa vendar. Cenjeni gasilci, tisto, kar me navdaja z občutkom zadovoljstva, spoštljivega odnosa in občudovanja, je predvsem vašo delo. Humano, plemenito, večinoma prostovoljno. Vaša dobronamernost v vsakem trenutku dneva, ko nekdo zakliče na pomoč, je tisto, kar je vredno več kot denar. Več kot uspeh, več kot številne druge vrednote, s katerim se skušamo izboljšati eksistenco.
Poleg tega, iz dneva v dan dokazujete, da se z voljo da narediti marsikaj in uskladiti številne obveznosti. Če samo pogledamo vaje in tekmovanja, kjer se krbijo družabni odnosi. Na gasilskih prizoriščih se tkejo nove vezi, prijateljstva. Vem, da je marsikateri družini tudi več gasilcev, s čimer dodajate zasebnemu življenju neko dodano vrednost, skupno preživljanje prostega časa. Še posebej me veseli, da je gasilska druščina vse bolj pestra, tako starostno, poklicno, vse več žensk se odloča za to delo. Če pogledam naše društvo, v tem letu praznujete 120 let svoje zgodbe. Zgodbe, ki je imela mnogo koncev, tako uspešnih, kot tudi manj uspešnih. Tako kot vse stvari se gasilstvo tudi skozi čas moralo prilagajati raznim izzivom in potrebam. S takim izzivi ste se in se boste srečevali tudi vi. Na trdnih temeljih, ki ste jih postavili do sedaj, se splača in morate graditi tudi v prihodnje. Pomemben korak, na katerem delate, je, da privabljate med se številne mlajše gasilce in jim predajate delo in odgovornost. Medtem, ko starejši verjetno nikoli ne bodo zapustili društva. Samo pogledajte naš lep, obnovljen gasilski dom. S pomočjo evropskega denarja, občine, predvsem pa z ogromno vašega prostovoljnega dela, je bilo narejenega več, kot ste ali pa smo smeli pričakovati. Lahko rečem, da se je tukaj pogum, vztrajnost in tako odločitev dobro obrestovala. Vesel sem, da imamo v naši občini gasilsko službo dobro organizirano, da imamo v naši občini pomembnega funkcionarja na državnem nivoju, da ne v zadnjem času skupaj in s pomočjo evropskih sredstev uspelo poleg našega urediti še 7 gasilskih domov, tudi ostali imajo prav zgleden videz. Moram reči, da zadovoljstvo spremljam tudi velik poudarek, ki ga dajemo strokovnemu usposabljanju, opremljanju, skrbi za veterane in skrbi za podmladek. Z velikim spoštovanjem do vašega praznovanja, pomembnega rojstva pred 120 leti, uspešnega dela in velikih rezultatov prostovoljnega gasilskega društva Lokavci izrekam iskrene čestitke. Danes praznujemo tako, kot se spodobi. Mogoče tako, kot je že rekel naš predsednik Gasilske zveze, mogoče celo najlepše ali pa najboljše praznovanje, odkar sem vsaj ja župan. Če pa grem malo ven iz gasilske dejavnosti, se pa leporečje začne končevati. Pred dnevi smo praznovali dan državnosti. Lahko rečemo rojstni dan naše domovine. Spoštovani zbrani, koliko vam to pomeni? Na kratko, ali vam to vlije dovolj samozavesti, ponosa, da sem to, kar sem in kje sem? Za moje pojme Slovenec, čudoviti Sloveniji. Moj odgovor je malo ali pa premalo. Koliko od vas tukaj je imelo doma izobešeno zastavo? Koliko vas je praznično praznovalo, preživelo ta dan? Malo ali pa premalo? No, tudi vsa naša gasilska društva niso imela izobešene zastave. Samo za primerjavo vzememo nek cerkveni praznik, ki ni dela prost dan. Da se razumemo, nimam nič proti cerkvi, ravno nasprotno, ampak za primerjavo. Takrat pri nas se navadno je pohano ali pa slavnostno kosilo, nič se ne dela, je praznično. Tako je tudi večini gospodinstev. Ko pa nek državni praznik in dela prost dan, takrat pa vsi najbolj delajo. Takrat se mora vse narediti, kar je potrebno postoriti. Večina je niti ne ve, da bo ali pa da je državni praznik, ko gredo v trgovino, ugotovijo, da je zaprta. Žalostno, verjetno smo se premalo borili za našo samostojnost.
Poglejte Hrvate, šahovnice je zlezla pod kožo. Poglejte Američane, posod zastave Slavije. To ni spodbudno, to se odraža posod. Športu, ki ga veliko spremljam, ni vedno tistega pravega žara, borbe, rezultate, čeprav smo vrhunski športniki, bi lahko še mogoče v določeni trenutki bili boljši. Če pogledamo politiko, veliko je najprej gleda svoj lasten interes, šele potem naredimo nekaj dobro družbe, dobro Slovenije. In tako je tudi na drugih področjih. Spoštovani, premalo smo domoljubni, premalo smo pripadni naši državi in premalo cenimo naše simbole. Dovolite mi, da vas, spoštovane članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Lokalci, še v imenu občinskega sveta občine Križevci, občinske uprave izrečem čestitke o praznovanju 120. obletnice delovanja našega društva. Hvala vam za soupravljeno delo, vam in vsem generacijam pred vami. Ne smemo pozabiti družinskih članov. Njihova podpora je pomemben del vaših uspehov. Čestitke tudi vsem nagrajencem ob tem visokem jubileju. Prijetno praznovanje vam želim in še enkrat v imenu občine Križevci izražam veselje nad vsemi uspehi, ki ste jih dosegli. Hvala lepa. Lepa hvala. Želi še kdo od gostov spregovoriti? Izvolite. Spoštovani, veliko je bilo danes že povedanega o gasilcih, pa vendar, biti gasilec ni neka vrednota, ki bi bila dana vsakomur, ampak to vrednoto nosijo le izbranci. Ta vrednost se je globoko vsidrala v naša srca. Tudi pomagati človeku ni dano vsakomur, ampak tisti, ki nosijo in imajo to srečo in pogum v svojem srcu, lahko pomagajo le drugemu sočloveku. Spoštovani gasilci, gasilke, sosedje, ob vašem jubileju, ob 120. obletnici prostovoljnega gasilskega društva, mi dovolite, da vam izrekam iskrene čestitke v svojem imenu svojih sodelavcev in naših stanovalcev doma Lokalci. Še naprej, kot je bilo danes rečeno, pa si želim iskrene, dobre odnose še naprej. Hvala. Hvala direktorici. Želi še kdo spregovoriti? Spoštovani gasilci, minilo je 65 let, odkar sem nehal tu pasti krave. In odkar sem se poslovil od tega zadružnega doma, v katerem sem imel priznanih čez 1000 prostovoljnih ur, ker smo tudi ta dom gradili prostovoljno. Prijetno se počutim tu med vami, čestitam vam za 120. obletnico in zbudil me pa pravzaprav govor župana. Gospod župan, najlepša ti hvala za tvoje domoljubne besede. Jaz vodim Zvezo društvo Generalmeister, ki ima približno 1500 članov. In že 25 let vodim ustanovo dr. Antona Trstenjaka, ki deluje v dobro Prlekije in prleškim intelektualcem. Prav društvo Generalmeistera, to deluje tudi deloma v Ljutomeru, drugače jih je pa 20 po Sloveniji, nekako spodbuja državljane, da bi bolj spoštovali državne simbole, da bi bolj spoštovali to domovino in da bi se zavedali to, kar je pred 2400 leti rekel že grški filozof, da človek ni rojen sam za sebe, ampak tudi za domovino. Skratka, to, kar je povedala gospa ravnateljica doma, moramo tako vsi gledati, kaj bomo lahko dali, ne pa kaj bomo samo sprejemali. Tu ste gasilci vzor.
Kajti nenehno gledate, kaj lahko daste, ne pa, kaj boste dobili. In mislim, da dobite za to, kar daste, premalo priznanja. Tudi jaz apeliram na vas, tako kot je naredil to gospod župan, in sem mu zato zelo hvaležen, da bomo prihodnič bolj smelo zapeli himno, ko smo zdaj samo nekateri. Zakaj se sramujemo državne himne? Himna je izraz pripadnosti domovini. In kdor ne poje, javno ne izraža tega, da je Slovenec. Jaz tako zadevo gledam. Zdaj smo končno v državnem zboru uspeli, da se zapoje himna kolektivno. In to pričakujemo tudi, da bo v vseh šolah, vseh ustanovah in tudi športniki, da jih ne bo sram, da zastopajo Slovenijo, ampak da bojo vsi zapeli himno. Vse jih končno mi zdržujemo. In mi pomagamo, da lahko dosežejo te uspehe. Ne sramujte se torej obesiti zastave, kot vas je pozval gospod župan. Hvala ti, gospod župan. In dajmo pogledati res, kaj za to domovino naredimo. Posebno zdaj, ko je v težava. Ampak, kdo pa je kriv za to, da je v težava? Vsi smo krivi. Vsi smo krivi. In vsi zdaj moramo narediti to, da bo ta domovina zopet nam prijazna in da se bomo v njej dobro počutili. Skratka, imejmo se lepo, hvala vam gasilci, bodite pridni še naprej, vi ste pravi domoljubi, na vas računamo in verjamem, da nas ne boste izneverili. Lepo, da ste mi povabili in lepo se počutim, kadar sem v Blokovcih. Bi tudi kaj povedal še v Prleščini, da te znali, da tudi po 70 letih še znam Prleški, čeprav sem že 70 let v Ljubljani. Hvala lepa. Potem pa prosim predstavnika Gasilske zveze Slovenije, da podeli odlikovanja. Gasilska zveza Slovenije na podlagi 24. člena statuta Gasilske zveze Slovenije prejme Teodor Lipič, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 3. stopnje. Ljubljana, 16. maj 2013. V istem sklepu sprejme Franjo Belec, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 3. stopnje. V istem sklepu sprejme Srečko Cimerman, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 3. stopnje. V istem sklepu Jelko Novak, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 3. stopnje. Po istem sklepu Dušan Novak, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 3. stopnje. Po istem sklepu sprejme Silvo Novak, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 2. stopnje. Nažalost ni prisoten, prosim, da mu izročil to priznanje. Pod istem sklepu Anton Moravec, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 1. stopnje. Po istem sklepu Anton Lovrenčič, prostovoljno gasilsko društvo Lukavci, gasilsko odlikovanje 1. stopnje.
Po istem sklepu Janko Belec, prostovoljno gasilsko društvo Lokavci, gasilsko odlikovanje 1. stopnje. Gasilska zveza Slovenije na podlagi 24. člena statuta Gasilske zveze Slovenije prejme Albert Hanžič, prostovoljno gasilsko društvo Lokavci, gasilsko odlikovanje Plamenico 2. stopnje. Ljubljana 16. maj 2013. Gasilska zveza Slovenije na podlagi 24. člena statuta Gasilske zveze Slovenije Anton Štibler, prostovoljno gasilsko društvo Lokavci, gasilsko odlikovanje Plamenico 2. stopnje. Gasilska zveza Slovenije na podlagi 24. člena statuta Gasilske zveze Slovenije prejme Slavek Novak, prostovoljno gasilsko društvo Lokavci, gasilsko odlikovanje Plamenico 1. stopnje. Ljubljana 16. maj 2014. Na predlog Gasilske zveze Križevci, Gasilska zveza Slovenije ob 120-letnici podeljuje prostovoljno gasilskemu društvu Lokavci srebrno plaketo. Prosim predsednika, da prevzame. Vsem dobitnikom priznam iskrene čestitke, hvala vam za opravljeno delo in s tem imate tudi eno obvezo, da še lahko delate naprej in da še imate več teh priznanj odlikovanj. Hvala vam pa res, iskrena hvala za opravljeno delo. Čestitamo. Prostovoljnega gasilskega društva Lokavci je poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije od Srečko Šestan podelil prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokavci zlati znak civilne zaščite. Prosim predsednika društva, da prije, da ga prevzame. Lepo zdrav vsem skupaj, v imenu povratnega gasilskega društva Cezanjevci. Čestitam gasilskemu društvu Lokavci za 120 let in za dobro sodelovanje. Vam podarjam plamenico in znak, da še naprej sodelujemo v dobrem imenu. Še enkrat sem pri besedi, prej sem nekaj celo pozabil. V četrtek 4. julija je srečanje veteranov gasilskih zvez Ljutomera in Križevci. Po 20 letih bi to naj bilo spet skupno srečanje v Pristavi. Čas je za prijavo do 1. In sedaj še kot predstavnik Gasilske zveze Križevci podeljujem priznanje ob 120-letnici Gasilskega društva Lokavci, to skromno priznanje. Na svečani seji 24.6.2013 ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega društva Lokavci so bila podeljena naslednja priznanja Občinske gasilske zveze Križevci ter društvena priznanja. Priznanja Gasilske zveze Križevci. Vapotič Bogdan je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Šumak Damjan je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Kavaš Roman je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Novak Fredi je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje.
Duh Srečko je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Moravec Primož je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Belec Branko je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Špindler Janko je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Lovrenčič Alojz je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje. Jelen Slavko je prejel priznanje Gasilske zveze 1. stopnje. Pušenjak Branko je prejel priznanje Gasilske zveze 1. stopnje. Dunaj Slavko Mlajši je prejel priznanje Gasilske zveze 1. stopnje. Jelen Alojz je prejel plaketo društva. Jelen Alojz je prejel plaketo društva. Novak Stanko je prejel plaketo društva. Valpotič Miran je prejel plaketo društva. Šalamun Jaka je prejel plaketo društva. Šalamun Beno je prejel plaketo društva. In Novak David je prejel plaketo društva. Iskreno čestitamo vsem dobitnikom priznanj. No, za današnjo priložnost pa smo se prihranili še 2 plaketi. Najprej podeljujemo plaketo PGD Cezanjevci za dobro sodelovanje čez mejo naše občinske gasilske zveze s sosednjo gasilsko zvezo Ljutomer in to sodelovanje upamo, da bo še tudi naprej trajalo. Prosim predstavnika PGD Cezanjevci. Prav tako ob priložnosti poslavimo 120 let prostovoljnega gasilskega društva Lukavci podeljujemo plaketo podjetju Tondach Slovenija. Podjetja Tondach Slovenija ni treba posebej predstavljati. Vemo, da odlično sodeluje z okoljem, iz katerega izhajamo delavci. Dopoldne službe, popoldne pa smo v različnih organizacijah in to podjetje tudi zna ceniti. Pa bi se radil tudi takole javno zahvalil. Najprej našemu najbližjemu sosedu, to je dom Lukavci. Lukavci smo prijazno sprejeli pred 61 leti prve stanovalce in tako rekoč v tem času so postali del nas, del Lukavec in glede na to, da dobro sodelujemo, je moja želja tudi še naprej, kot smo že slišali, to sodelovanje, to dobro delo nadgraditi in naj to traja še zelo dolgo. Gospa direktorica, hvala lepa za vaše sodelovanje. Potem imamo tukaj še naslednjega soseda, to je družina Jelen. Družino Jelen poznamo vsi, so kmetovalci, so prevozniki, podjetniki, ampak to jim ne preprečuje, da nam vsakodnevno ponudijo pomoč, ko jo gasilci najbolj potrebujemo. Hvala lepa, družina Jelen. Ob naši 120-letnici obstoja in delovanja društva izrekam iskrene čestitke vsem, ki so nosili in še nosijo navzven prepoznavno uniformo lokaških gasilcev, v sebi pa znanje, ki zagotavlja varnost ljudem, ki tu živijo. Prav varnost je namreč nekaj izjemnega, dragocenega, nekaj, kar bistveno prispeva k kakovosti življenja in bivanja vsakogar izmed nas. Hvala, ker ste danes z nami, želim vam prijetno druženje z lukaškimi gasilci in nepozabno zabavo ob glasbi ansambla Sredenšek. Še prej pa nam bo zaigrala za konec oziroma za začetek dolgega družabnega dela Trleška godba veterani iz Ljutomera. Na pomoč!